Papež Frančišek je 24. oktobra med jutranjo homilijo, ki jo je imel med mašo v kapelji doma Svete Marte, spregovoril o nevarnosti toge hoje po poti Gospodove postave. Za togostjo se vedno nekaj skriva se dvojno življenje. Togi ljudje niso svobodni, so sužnji postave. Bog pa nam poklanja svobodo, blagost, dobroto, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval. V evangeliju beremo, kako Jezus v soboto ozdravi izključeno ženo in s tem naleti na neodobravanje predstojnika shodnice, saj je kršil Gospodovo postavo. Ni lahko hoditi v Gospodovi postavi, je dejal papež. To je milost, za katero moramo prositi. Jezus predstojniku shodnice pravi, da je hinavec. To besedo velikokrat nameni togim ljudem, ki so pri razumevanju postave imeli togo držo. Rigidità c'è qualcosa di nascosto nella vita di una persona. La rigidità non è un dono di Dio. La mitezza sì. La bontà sì. La benevolenza sì. Za togostjo je vedno nekaj, kar je skrito v življenju osebe. Togost ni božji dar. Blagost je, dobrota je, dobrohotnost je, odpuščanje je, a togost ni. Za togostjo je vedno nekaj skritega. V mnogih primerih je skrito dvojno življenje, a tudi neke vrste bolezen. Po papeževih besedah toge osebe zelo trpijo, ko so iskrene in se tega zavejo, trpijo, ker jim ne uspe osvojiti svobode božjih otrok. Ne vedo, kako hoditi po poti Gospodove postave in niso blaženi. Zelo trpijo. Zdijo se dobri, saj sledijo postavi, a zadaj je nekaj, zaradi česar niso dobri. So slabi, hinavci ali pa bolni. Trpijo. Papež je tako homilijo sklenil z molitvijo. Prosimo Gospoda, molimo za naše brate in sestre, ki verjamejo, da hoditi v Gospodovi postavi pomeni postati togi. Naj jim Gospod da začutiti, da je on oče in da so mu všeč usmiljenje, nežnost, dobrota, blagost, ponižnost. In naj vse nas pouči hoditi v Gospodovi postavi s temi držami.